Naš razpis zelo jasno poudarja, da je ta program namenjen prebivalcem New Yorka, da si lahko zagotovijo hrano na mizi, ne pa program za tiste, ki želijo hitro zaslužiti z nadaljno prodajo. Ta tip nam je lagal naravnost v obraz. Zdaj vodi kampanjo in govori po televiziji o svojih brezplačnih trgovinah z živili. Mimogrede, za te trgovine je potrebna osebna izkaznica. On in guvernerka Hočulova se hvalita s tem, kaj sta naredila za otroško varstvo, čeprav s tem škodita vsem delavskim prebivalcem New Yorka. Da sem lahko tukaj z vami še enkrat. Pred vami stojim kot prvi muslimanski župan v zgodovini našega mesta. In letos na prvi džumi, ki sem se ga udeležil na tem novem položaju. V presenetljivem preobratu dogodkov ljudje ugotavljajo, da islamistični socialistični župan Mamdani, ki so ga izvolili v New Yorku, v resnici ne poskuša izboljšati njihovega življenja, ampak ga želi celo nekoliko poslabšati. In če niste slišali, je napovedal to neverjetno pobudo. Pobudo, da bi supermarketi postali veliko cenejši, ker so življenjski stroški tako visoki. Razen dejstva, da ekonomsko to ne vzdrži in napovedi, ki naj bi ji predhodila. Ljudje, kdorkoli je volil tega človeka, je bil bedak. In to začenjajo razumeti. Vedno več je videoposnetkov demokratov, ki so ga volili, zdaj pa pravijo, mislim, da bo moral glasovati za republikance, ker je ta človek nor. Tukaj je svojo izjemno vznemirljivo napovedjo. Tako bo to delovalo. Enkrat na mesec naših 5 mestnih živilskih trgovin bo določilo cene za to osnovno skupino izdelkov 30% pod običajnimi maloprodajnimi cenami. Brez izjem, brez trikov. Prihranki bodo trajali cel mesec. To pomeni, da ne bo tedenskih nihanj niti presenečenj pri blagajni. Dobesedno bere govor umetne inteligence. Ampak to ni bistvo, ni izjem, razen majhnega hakelca, ki se je pokazal malo po tem videu. Hakelc je bil nekako pakle. Ste pripravljeni? Odgovor je ne, niste. Kako boste preprečili, da bi ljudje izkoriščali to ponudbo, veste v bistvu? In ali bo obstajala omejitev števila izdelkov, ki jih lahko nekdo vzame po tako znižani ceni iz tiste osnovne košarice? Naš razpis zelo jasno določa, da je ta program namenjen prebivalcem New Yorka, da si lahko zagotovijo hrano na mizi, ne pa ljudem, ki bi želeli hitro zaslužiti s preprodajo. Predal bom besedo naši vodji EDC, G-Pak, da doda še nekaj podrobnosti. Mislim, seveda niso razmišljali o preprodaji. Ne bi imelo nobenega smisla, če lahko kupiš stvari s 30% popustom in potem nadaljuješ, ukradeš to iz trgovine in potem prodaš po višji ceni. Ne. Socializem deluje, prijatelji moji. Seveda, če ponujajo stvari za ston, se ta denar preprosto pojavi iz nič. Točno tako to deluje. Ampak obstaja še ena stvar, ki je večja in pomembnejša. In to samo še enkrat pokaže, kako ti socialisti uporabljajo te laži, to podobo, to veličastno ideologijo, da prikrijejo dejstvo, da te želijo samo nadzorovati. Da, če pogledate našo zahtevo za ponudbo za operaterja, želimo zagotoviti, da ciljamo na prebivalce New Yorka. Bodisi v obliki nečesa podobnega knjižnični izkaznici, ali pa tudi upravljamo, kdo kupuje. In to je osredotočeno na običajne prebivalce New Yorka. Kako bodo to naredili? Kako bodo preverili, da gre za običajne prebivalce New Yorka, ljudje? Kako bodo to sploh razumeli? Tega se zavedamo, zato bomo poskrbeli, da bomo imeli vse potrebno, da zagotovimo, da se to ne bo zgodilo. Kako bodo to naredili? Želite slišati, kako bodo to naredili? Zahtevali bodo osebne dokumente. In zakaj je to tako pomembno? No, poslušajte to. Kako boste preprečili, da bi ljudje izkoriščali to ponudbo, veste v bistvu? In ali bo obstajala omejitev števila izdelkov, ki jih lahko nekdo vzame po tej znižani ceni iz tega osnovnega košarice? Naš razpis jasno določa, da je ta program namenjen prebivalcem New Yorka, da si lahko zagotovijo hrano na mizi, ne pa program za tiste, ki bi želeli hitro zaslužiti s preprodajo. Predal bom besedo naši vodji EDC, G-Paku, da doda še nekaj podrobnosti. Da, če pogledate naš razpis za izvajalca, se tega zavedamo. Zato bomo poskrbeli, da bomo imeli vse potrebno, da zagotovimo, da se to ne bo zgodilo. Nekaj v slogu knjižnične izkaznice. Vprašajte za knjižnično izkaznico. Imam knjižnično izkaznico in dejansko sem morala uporabiti osebni dokument, da sem jo dobila. To ni ravno vključujoče, mama Doni. Ampak pomisli za trenutek. To je isto politično gibanje, ki je leta vpilo, da je zahteva po osebnem dokumentu na volitvah rasistična. Volilni davek? Napad na demokracijo. Ljudje, ki so napadali našo stranko, ker si želimo zagotoviti stvari, ki so namenjene samo Američanom, zdaj pravijo, da je preverjanje osebnega dokumenta zgolj zdrava pamet. Mi na doma moramo poskrbeti, da ljudje iz New Jerseyja ali Connecticuta ne izkoriščajo sistema. Preverjali vam bodo dokumente, da boste lahko kupili mleko. Kajti to, prijatelji moji, je pravi socializem. Preverjanje vaših dokumentov, da se prepričajo, ali ste upravičeni do hrane, ki vam jo želi dodeliti vlada. Ne delajte si utvar, če ste premožen Američan. Vas morda ne bodo spustili noter. Zakaj? Ker je to namenjeno ljudem, ki to res potrebujejo, ljudem, ki si to zaslužijo. In to je bistvo.
Celoten namen tukaj je, da poskušajo ustvariti sistem nadzora, a ga predstavljajo kot nekaj brezplačnega, poceni, prijaznega, zabavnega, okusnega, slastnega, čudovitega. V resnici pa mama Mamdani ni nič od tega. In vsak, ki tega še ne vidi, naj še naprej gleda, ker bomo kmalu dokazali, kako slaba je Mamdani v resnici. Poleg dejstva, da naj bi imel domnevne povezave s pravimi terorističnimi skupinami, samo poslušajte nekatere stvari, ki jih podpira in v katere verjame. Nedavno so ga opazili na dogodku, kjer so dejansko pozivali k ubijanju nevernikov, torej nemuslimanov, in Zoran Mamdani je bil tam ter to podpiral. Veselje mi je, da sem ponovno tukaj z vami. Pred vami stojim kot prvi muslimanski župan v zgodovini našega mesta. In letos je to prva džuma molitev, ki sem se ga udeležil v tej novi funkciji. In da to storimo skupaj, je opomnik. Ampak ni samo to, da podpira nore ideologije. On sam je igralec. In vedno več ljudi se zaveda, da stvari, ki jih on promovira, te ideje, te čudovite kampanje, morda v resnici niso tako čudovite. Poslušajte tega tipa, ki zdaj voli republikance zaradi Mamdanija. Prvič v življenju bom volil republikance zaradi župana Mamdanija. In ob tem se mi obrača želodec. Kot Newyorčan sem bil izjemno navdušen nad brezplačnim varstvom otrok, ki naj bi ga ponudili delavskemu razredu. Mamdani nam je obljubil, da če si upravičen kot delavec, boš lahko dobil varstvo za svoje otroke. V tem primeru bi bil upravičen, saj zaslužim okoli $100,000. Ne vem, mogoče je moja krivda, ker verjamem v socializem, ampak ta tip nam je lagal naravnost v obraz. Zdaj vodi kampanjo in govori po televiziji o svojih brezplačnih trgovinah z živili, ki, mimogrede, zahtevajo osebni dokument. On in guvernerka Hočulova se hvalita s tem, kaj sta naredila za varstvo otrok, čeprav s tem škodita vsem Newyorčanom iz delavskega razreda. Glej, to je bilo sprva namenjeno ljudem, ki naj bi dobesedno delali več kot 10 ur na teden in zaslužili več kot $17 na uro. Ves denar mesta je porabil za politične puhlice. Te mestne trgovine z živili, ki bodo uničile lokalna mala podjetja in trgovinice priseljencev, so mesto stale toliko denarja, da zdaj nimajo več dovolj sredstev za varstvo otrok. Tako New York otrokom ne more več nuditi. Fantje, brezplačen denar ne obstaja. Če nekaj dobite ceneje, to pomeni, da denar vzamejo od drugot. To je preprosto. Socializem ne deluje. Če želite dati denar revnim, ga morate vzeti od nekje drugje. To je preprosta ekonomija. Ne razumem, kako ljudje tega še vedno ne razumejo. Boni za varstvo otrok družinam, ki ne prejemajo denarne pomoči. Naj mi to nekdo razloži. Newyorčani iz delavskega razreda, ki ne zaslužijo toliko denarja. To ni veliko denarja v New Yorku. Tisti, ki potrebujejo pomoč pri varstvu otrok. Tisti, ki plačujejo davke. Strinjali smo se z višjimi davki, bi to financirali. Zdaj pa nismo več upravičeni, ker ne prejemamo denarne pomoči. Misliš, da ti je ta moški lagal, da bi glasovala zanj, ker si mislila, da boš imela od tega nekaj koristi. In zdaj je vse obrno in ti je še dodatno otežil življenje, hkrati pa ti ne daje nobenih ugodnosti, zaradi katerih si ga izvolila. Mislim, res sem zelo presenečena. Naj bo to zelo jasno. Zoran Mamdani je za socialistične žuižuz, ki je svojo platformo izkoristil za laganje Američanom, nič hudega slutečim Američanom, ki se finančno borijo, še posebej prebivalcem New Yorka. Obljubljal jim je vse te čudovite stvari, kot so brezplačno ali cenejše varstvo otrok in brezplačne supermarkete, da bo njihovo življenje bolj udobno. In da bi to dosegel, bi moral zdaj obdavčiti ljudi, ki zaslužijo veliko denarja. Toda zdaj, ko je ugotovil, da tega ne more storiti, ali pa boljše rečeno, ni nikoli nameraval tega storiti sam, zdaj ne le, da zvišuje davke za večino prebivalcev New Yorka, ampak tudi ne more zagotoviti financiranja za dejanske projekte, ki jih želi izvesti. Torej, zdaj ne le, da imate višje davke, ampak tudi ne dobite nobenih subvencij, ki si jih želite. In dobivate supermarkete, kjer nakupe nadzorujejo prek osebne izkaznice, da lahko spremljajo vsako vašo potezo, kar socializem seveda obožuje. Poskrbijo, da nadzorujejo vašo hrano, da ste popolnoma odvisni od njih. Ni naključje, da so te ljudje izvolili Zorana Mamdanija, islamističnega župana, ki so ga pred kratkim videli na dogodku, kjer so praznovali smrt nevernikov, torej neverujočih, je nekdo, ki laže. Je igralec in vedno več ljudi, ki so ga izvolili, ugotavlja, da nič od tega, kar je obljubil, ni bilo res. Vse je bila fasada, da pride na oblast. In zdaj, ko je na oblasti, je to problematično. Mislim, samo poslušajte, kaj ima o tem povedati Scott Galloway. In objavili so moje osebne podatke. Objavili so tvoje osebne podatke. Povej mi. Torej, ne vem, če si slišal, ampak župan Mamdani se je odločil objaviti seznam 950,000 stanovanjskih nepremičnin z naslovi in imeni, ki bi lahko bila upravičena do njegovega pieta terateh. V redu, torej želi obdavčiti bogate, ampak ne samo, da se je odločil obdavčiti bogate, objavil je tudi njihova imena javnosti, da se lahko ljudje z vso vnemo spravijo nanje, ker sovražijo bogate. Sovražijo bogate. In resnica je, da ljudje, ki sovražijo bogate, je to samo zato, ker so ljubosumni, da sami niso bogati in si želijo živeti v udobju in varnosti. In ko pride Zoran Mamdani in reče, ne skrbite tem ljudem, ki jih sovražite,
bomo vzeli denar in vam olajšali življenje. Ljudje si mislijo, ja, to je čudovito. Dokler jim ne začnejo javno razkrivati osebnih podatkov, dokler jim ne začnejo odvzemati teh ugodnosti. Ker veste kaj, socialistične vlade v resnici ne želijo skrbeti za vas. Samo izkoriščajo vašo neumnost, vašo koristno neumnost, da jih izvolite na oblast, da jo lahko obdržijo. In zdaj Scott Galloway obžaluje, da je volil tega človeka, čeprav je bil za obdavčitev bogatih, ker je zdaj njegovo ime javno in mu iste osebe javno razkrivajo osebne podatke, za katere je trdil, da jim pripada. Jaz sem podprl ta davek. To je definicija. Vzel je legitimen vir davčnih prihodkov in ga spremenil v tiralico. Točno to ti ljudje počnejo. Ampak spet, zapomnite si, Zoran Mamdani je bil vedno igralec, vedno je bil lažnivec. Samo poglejte ta video, prav? To je Zoran Mamdani, kandidira za župana New Yorka. Tako običajno zveni. Zbrali smo se nocoj v najbogatejšem mestu, v najbogatejši državi v zgodovini sveta. Toda v intervjuju v Južni Afriki je zvenel nekoliko drugače. Pravzaprav sem ustvaril seznam predvajanja za Miro, ki je po naključju moja mama. Veste, nepotizem in trdo delo veliko pomenita. In v intervjuju za turško-ameriški podcast je Mamdani ponovno zvenel drugače. Iskreno ti bom povedal, brat Mansur, trenutno o tem ne razmišlja veliko ljudi. In tukaj je Zoran v svojih raperskih dneh. Veš, bilo bi tukaj prej, ampak svetovna turneja je svetovna turneja. Je tudi svetovna. Kdor je enkrat lažnivec, je vedno lažnivec. Vsak, ki je bil dovolj neumen, da ga je izvolil, mora razumeti, da to ni samo pojav omejen na New York. To je pojav, ki se bo razširil po vsej Ameriki. Pripeli islamista na oblast s pomočjo socialističnega pojava označevanja dobesednih laži. Najlaže povsod, z različnimi naglasi, različne ideje, ki jih v resnici nikoli ne bo mogel uresničiti. Trdi, da lahko aretira predsednika vlade Izraela, kar očitno ne more. Trdi, da lahko naredi živila brezplačna, kar ne more. Obljublja brezplačno varstvo otrok, kar tudi ne more. In tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. To čaka ljudi, ki glasujejo za socializem. In vsi, ki ste še vedno dovolj neumni, da mislite, da se motim glede tega, čas je, da preverite dejstva. Hvala za vašo pozornost in nasmeh.